Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, vsi ostali prisotni, dober dan želim. Na tej novinarski konferenci bi rad malo bolj vsebinsko in celovito predstavil program in vizijo za področje oskrbe starejših, ki temelji na programu Nove Slovenije, krščanskih demokratov in seveda ga izvajamo na Ministrstvu za delo, ki ga skupaj z ekipo vodim. Kot minister sem si že pravzaprav pred prevzemom mandata že na zaslišanju v Državnem zboru zastavil kot eno svojih ključnih prioritet celovito ureditev področja oskrbe starejših. Za Slovenijo je značilno staranje prebivalstva. Do leta 2030 bo več kot 30% prebivalcev starejših od 65 let. Že danes pa je v institucionalnih namestitvah 70% stanovalcev starejših od 80 let. Tudi v prihodnje se bo potreba po sprejemu v institucionalno oskrbo oziroma v dolgotrajno oskrbo večala. To so nekatera dejstva, na katerih temeljimo svoje vizije, svoje načrte. Čeprav so bili ti trendi jasni že pred desetletjem ali dveh, je bilo žal področje oskrbe starejših v preteklih letih oziroma preteklem desetletju deležno zapostavljanja. Je bilo zapostavljeno. Posebej je pri tem trpelo področje institucionalnega varstva. Zadnji dom iz proračunskih sredstev je bil zgrajen leta 2005, to je bil dom starejših občanov Fužine. Kasneje so se sicer izvajali posamezni razpisi za podelitev koncesij, gradile pa so se zgolj manjše dodatne enote pri obstoječih domovih za starejše. V državnem proračunu je bilo za področje investicij in investicijskega vzdrževanja v domove za starejše v obdobju 2008 do 2020 skupno namenjenih 23,4 milijone evrov sredstev. V zadnjih 5 letih pa 8,4 milijone evrov. Posebej izstopa leto 2017 in to sem že javno povedal, ko za vlaganja v domove za starejših žal ni bilo na voljo nikakršnih sredstev v proračunu. Zaradi tega se domovi soočajo s prostorsko stisko, prostori, stavbe so dotrajane in ne ustrezajo seveda standardom, želenim standardom institucionalnega varstva, kar je nujno in žal zaznamovalo tudi in omejilo seveda naš odziv na epidemijo. S stanjem smo se morali soočiti takoj, ko sem nastopil svoj mandat in od prvega dne smo s kolegi začeli izvajati dejavnosti, s katerimi bomo seveda to področje uredili v dobro stanovalcev, v dobro državljank in državljanov. Številke nakazujejo, in to sem v tem tednu že komuniciral, da se, tega smo veseli, razmere v domovih za starejše umirjajo, zadeve so pod nadzorom. Aktivno okuženih je bilo v torek 90% manj stanovalcev kot pred mesecem dni, le še 213. Ampak vsak od teh je seveda deležen polne skrbi in pozornosti, čisto vsak jo seveda zasluži, potrebuje in mu pripada. A iz tega izhaja še bolj, da je potreba po celoviti ureditvi položaja oskrbe starejših nujna. Zato smo z ekipo, s kolegi na Ministrstvu za delo začeli s sprejemanjem sistemskih ukrepov, ki so usmerjeni predvsem v 4 glavna področja. In to so deinstitucionalizacija, institucionalno varstvo, standardi in normativi ter zakon o dolgotrajni oskrbi. In vse 4 področja so izjemno pomembna in je težko reči, da bi bilo katero od teh bolj pomembno od drugih. Vsem namenjamo res
enako veliko pozornost. Najprej bi spregovoril na kratko o področju deinstitucionalizacije. Bistveno je, da želimo starejše ljudi čim dlje zadržati v domačem okolju. To je nenazadnje prav želja velike večine starejših ljudi, pravzaprav vseh. Če se pogovarjate s prijatelji, sosedi, vsi izrazijo to željo, da bi radi čim dlje živeli v svojem domu. Želimo jim s storitvami dolgotrajne oskrbe nuditi pomoč pri dnevnih opravilih in omogočiti čim bolj samostojno življenje. Zato spodbujamo oblike deinstitucionalizacije, dnevnih oblik varstva, začasnih ter skupnostnih namestitev. To je tudi sodoben evropski pogled in svetovni pogled na področju oskrbe starejših in Slovenija tu ne samo sledi, ampak pravzaprav orje ledino skupaj z ostalimi partnerskimi državami. Naj omenim samo nekaj vlaganj, nekaj razpisov, ki smo jih na tem področju začeli ali zaključili, ali pa so v načrtu. Torej, zaključili smo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Skupaj skoraj 19 milijonov evrov. Z razpisom bomo zagotovili 218 mest za dnevne oblike varstva in 178 mest za začasne namestitve. Pri tem bomo zagotovili torej skupno 29 novih enot po vsej Sloveniji in za to bomo poskrbeli, kot sem rekel, skoraj 19 milijoni evrov denarja. Poteka javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let. Sofinanciranih bo predvidoma 25 kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih skupin in nakup predvidoma 25 vozil. Do konca leta 2023 predvidevamo torej dodatnih 150 mest namestitev za starejše in oseb z motnjami v razvoju. Tudi to področje je izjemno pomembno, ko smo s kolegicami in kolegi obiskali že številne domove za starejše in tudi varstveno delovne centre, CUDV-je in ostale socialno-varstvene zavode, smo ugotovili, da primanjkuje tudi teh kapacitet za oskrbo oseb z motnjo v razvoju, ki so tudi mlajše od 65 let. Še vedno smo pri področju deinstitucionalizacije in nadaljujem z razpisi in projekti, ki že tečejo, oziroma z načrti na tem področju. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo do konca leta 2022 pridobil preko 180 novih za starejše prilagojenih stanovanj, do leta 2025 pa skupaj 400 stanovanj. Teče poziv za zbiranje ponudb za nakup objektov in zemljišč za gradnjo stanovanj za starejše. Ukrepi predvideni v finančni perspektivi 2021-2027 bodo namenjeni v veliki meri nadaljevanju procesa deinstitucionalizacije in krepitvi storitev podpore starejšim za podaljšanje bivanja doma. V sklopu načrta za okrevanje in odpornost pa bomo izvedli reformo dolgotrajne oskrbe in modernizacijo sistema institucionalnega varstva v okviru dolgotrajne oskrbe. Del sredstev bomo zagotovili za izgradnjo dodatnih 850 sodobnih kapacitet v domovih za starejše. Predvidoma bomo za ta namen iz Evropskega sklada za okrevanje pridobili 56 milijonov evrov sredstev. Izvedba projektov pa se bo predvidoma zaključila do leta 2026. Iz zelo pomembnega sklopa deinstitucionalizacije preidem na institucionalno varstvo. Torej, poleg deinstitucionalizacije gotovo Slovenija potrebuje tudi nove namestitve v institucionalnem varstvu in pa seveda posodobitev obstoječih kapacitet institucionalnega varstva, ki so bile, kot sem uvodoma povedal, kar desetletje zanemarjene oziroma se niti niso vzpostavljale. Na tem področju smo zaključili javni razpis za podelitev koncesij
s čimer do konca leta 2022 zagotavljamo novih 1280 mest v javni mreži institucionalnega varstva starejših. Po zaključku tega razpisa načrtujemo v najkrajšem možnem času nov razpis za novih 1100 mest v institucionalnem varstvu. V nadaljnjih 2 letih imamo za potrebe vlaganja in gradenj mreže državnih domov za starejše občane v proračunu zagotovljeno rekordno vsoto 30 milijonov evrov, več kot v preteklih 12 letih skupaj. Več kot v preteklih 12 letih skupaj. Načrtujemo zaključek izvedbe 6 energetskih sanacij domov za starejše občane z izboljšanjem bivalnega okolja v okviru kohezijskih sredstev 2014 do 2020. 3 od teh so že zaključene. Vrednost investicij je preko 2 milijona evrov. V okviru pobude REACT-EU bomo zagotovili sredstva za prenovo obstoječih kapacitet in prilagoditev prostorov izvajalcev institucionalnega varstva. V epidemiji smo namreč videli in doživeli, da številni prostori ne ustrezajo osnovnim normativom za oskrbo starejših, kaj šele za vzpostavitev razmer prostorskih, najbolj osnovnih prostorskih razmer za boj proti epidemiji. In ta epidemija gotovo ni zadnja in tudi ni prva in tudi ne zadnja, s katero se borimo. Torej, nakupili bomo dodatno opremo ter digitalizirali in nadgradili informacijske sisteme domov za starejše. Okvirna višina nepovratnih sredstev iz naslova REACT-EU bo znašala 73 milijonov evrov. Kot minister bom predvidoma v prihodnjih 2 tednih podpisal dokument o strateških vlaganjih, ki bo podlaga za dogovore z občinami oziroma vodstvi domov za starejše občane za nadaljnja vlaganja v domove za starejše občane na terenu po vsej Sloveniji. Investicije bodo zaključene predvidoma oziroma do 30. junija 2023. To je bil sklop 2 zelo pomembnih področji za vlaganje v infrastrukturo na področju oskrbe starejših, ker pa vemo, da je oskrba starejših ali pa dolgotrajna oskrba še veliko več kot le vlaganje v zidove, ki so sicer zelo pomembni, stavbe so zelo pomembne, bivanjsko okolje izjemno pomembno, ampak hkrati pa vemo, da brez ljudi, zadovoljnih zaposlenih, strokovnih zaposlenih, ki za ljudi v dolgotrajni oskrbi skrbijo, ne moremo doseči standardov, ki si jih ljudje na stara leta v oskrbi tudi zaslužijo. Zato bi rad spregovoril nekaj tudi o pripravi novih standardov in normativov za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Verjetno se vsi strinjamo, da so veljavni standardi in normativi zastareli in ne ustrezajo potrebam uporabnikov. Struktura uporabnikov se je bistveno spremenila v zadnjem desetletju in večji odstotek stanovalcev potrebuje višjo kategorijo oskrbe. S pomanjkanjem kadra smo bili zelo, lahko rečem, brutalno soočeni tudi ob epidemiji COVID-19. Prvi korak k ureditvi tega področja, in to sem z vami redno komuniciral, smo storili v okviru protikoronskih paketov. Odzvali smo se, kakor hitro je bilo mogoče in na način, ki je bil res učinkovit, kar kažejo podatki z terena. Na podlagi paketov PKP in sicer za pripravo na drugi val COVID-19 smo izvajalcem institucionalnega varstva izdali sklepe o obsegu sredstev za financiranje dodatnega kadra za obdobje 2 let v skupni višini 29 milijonov evrov. Od tega je na domove za starejše padlo približno 26 milijonov evrov. Rezultati so se pokazali in sam z obiski domov za starejše in pri pogovorih z vodstvi preverjam učinek teh ukrepov. V splošnem so domovi za starejše oziroma njihove ekipe zadovoljne z učinkom, lahko pa povem še skupne številke za vso Slovenijo. Torej,
Od konca avgusta do konca decembra 2020 je bilo na tej podlagi v socialno-varstvenih zavodih sklenjenih pogodb o zaposlitvi za dodatne kadre povprečno 323 na mesec. To pomeni, približno 323 ljudi na mesec je bilo iz tega denarja zaposlenih in njihove zaposlitve financirane za pomoč domovom za starejše občane. To pomeni, imamo 102 domova v Sloveniji in to je bila hitra in učinkovita pomoč za razbremenitev zelo obremenjenih kadrov. 108 udeležencev je bilo mesečno, povprečno na mesec, torej mesečno, udeleženih v programih javnih del. 11.822 ur je bilo upravljenih iz naslova začasnega in občasnega dela in 186.000 delovnih ur je bilo opravljenih strani študentov in dijakov. Predstavljamo in usklajujemo predloge za spremembo kadrovskih normativov za domove za starejše, socialno-varstvene zavode, varstveno-delovne centre, zavode za usposabljanje, delo in varstvo ter centre za socialno delo. Predloge usklajujemo v delovnih skupinah z izvajalci oskrbe starejših in sindikati. Tako da lahko rečemo, da tudi na tem področju imamo vizijo, ki jo tudi že korak za korakom uresničujemo in dosegamo zastavljene cilje. Zadnji sklop moje današnje vsebinske predstavitve vizije na področju dolgotrajne oskrbe pa je seveda Zakon o dolgotrajni oskrbi. Majhne, a za sistem velike korake že delamo, kot sem predstavil, s protikoronskimi paketi, z ostalimi ukrepi. S predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi pa bomo to povezali v celovit sistem, ki bo dostopen, prijazen, prilagojen in predvsem finančno dosegljiv. To je izjemno pomemben del procesa in projekta priprave zakona o dolgotrajni oskrbi, kajti lahko imamo vse komponente narejene optimalno ali pa celo več idealno, če sistem ni finančno dosegljiv, slovenskim državljankam in državljanom nismo naredili nič. Ključne rešitve, ki jih zasledujemo z vidika ali pa s pristojnosti Ministrstva za delo, so, da mora nov sistem dolgotrajne oskrbe omogočiti ljudem, da čim dlje ostanejo doma, v domačem okolju in jim pri tem nudimo vso podporo, ki jo potrebujejo. Drugič, da tistim, ki ne morejo več ostati v domači oskrbi, zagotovimo dostojanstveno bivanje v institucijah glede na njihove potrebe in želje. In tretjič, da predvidevamo tako imenovane negovalne domove za primere, ko ljudje potrebujejo dolgotrajno nego in več zdravstvene oskrbe. S temi tremi ključnimi cilji, ki jih zasledujemo, verjamemo, da bomo vzpostavili celovit, na dolgi rok vzdržen sistem, ki bo prijazen uporabnikom in predvsem dostopen vsem. Da zaključim, v času mojega mandata se je strani Ministrstva za delo namenilo ali se še namenja najmanj 5-krat več sredstev za problematiko starejših, kot v času katerekoli vlade od leta 2008 naprej. 21 milijonov evrov oziroma blizu 19 milijonov evropskih sredstev smo v 4 rokih javnega razpisa namenili za dnevne centre in začasne namestitve starejših, ki se bodo gradile po vsej Sloveniji. Prav tako zaključujemo z energetsko sanacijo prej dotrajanih 5 domov za starejše občane v vrednosti preko 1.700.000 evrov, kar je 5-krat toliko, kot se je denimo za domove za starejše namenilo v letu 2016. Področje oskrbe starejših že od začetka mandata, kljub boju z epidemijo, rešujemo celovito in prioritetno. Napovedujem bistveno izboljšanje prostorskih, finančnih in kadrovskih pogojev za dolgotrajno oskrbo. Napovedujem povečanje
prostih mest v institucionalni oskrbi in krepitev skupnostnih oblik dolgotrajne oskrbe. Sredstvi Evropske unije bomo pričeli prenavljati stavbni fond v domovih za starejše, ki ne ustreza sodobnim zahtevam in onemogoča uspešno soočanje z epidemijo. Starajoča družba je izziv, ki ga želimo v okviru Nove Slovenije krščanskih demokratov nasloviti celovito. In sicer z 4 bistvenimi ključnimi točkami, ki so deinstitucionalizacija, torej posameznik naj čim dlje ostane doma in ga pri tem podpremo. Drugič, izboljšanje kadrovskih, finančnih in infrastrukturnih pogojev za delovanje domov za starejše. Tretjič, novi, sodobnejši normativi in standardi. Ter četrtič, ne nazadnje, sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi.